Dajmo pogledati napoved za vas, biki. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost, potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj podrobno pogledali v samo dogajanje, da bi dobili malo več informacij in nasvetov. To so splošne napovedi, zato si je potrebno pomene interpretirati po lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vami, ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvoma. Ok, dajmo kar začeti, biki. Zanimivo. Ok, zdaj kot splošno energijo tega vpogleda imamo tukaj dvojko novcev, pardon. Se pravi, videti je, da ste nekako zdaj trenutno v neki situaciji, ki od vas zahteva na neki način, da obvladujete vaša čustva. Mogoče ste tudi na nekem razpotju in nekako premišljujete, katero pot bi ubrali, nekako v bistvu, kako bi nekako uskladili te dve poti, da bi ali pa recimo to gre lahko za dve osebi, ali kako bi tukaj nekako našli neko uskladitev, da bi se tukaj ustvarila neka mirnost, neko ravnovesje. Evo, ja, tukaj imamo še karto zmirnost, ki v bistvu govori o zelo podobni stvari in je v bistvu karta zdravljenja. Ko na nek način veš, da je cilj pred tabo, veš, da je še dolga pot do tja, ampak nekako je tukaj potrebno obdržati imeti dovolj nekega potrpljenja, ker to, kar se zdaj dogaja v vaši situaciji, na nek način ima dober cilj, ampak do tam je še dolga pot, ne bo še tako hitro. To zdaj ne pomeni, da bo trajalo ne vem koliko let, ampak, še to moramo, ampak pač ne bo to zdaj iz danes na jutri. Ok, poglejmo v preteklosti, kaj se je dogajalo. Zdaj, ta preteklost se lahko nanaša na prejšnji teden, lahko je pa pač en mesec nazaj, pol leta, par let, odvisno, kot boste začutili. Torej, tukaj v preteklosti je prišla neka nova čustvena energija do vas, nekaj, kar vas je res razveselilo, čutili ste se izpopolnjene, čutili ste se zadovoljne, nekako ste imeli občutek, da ste na vrhu sveta, nekako tako. Torej, bila je zelo lepa energija, zdaj samo če seštejem karte, imamo, na cesarja nas navezujejo, torej, ja, definitivno nekaj lepega, nekaj trajnostnega se je tukaj zgodilo, se pravi neki temelji, neka struktura, ampak na nek način vas je to zelo osrečilo in vam dalo dosti neke energije, dosti nekega zagona in predvsem pa to, da ste se počutili zadovoljne. Zdaj, v trenutni situaciji je videti, da ste dobili neko novo upanje, se pravi, v tem tednu ali pa zdaj ali pa se lahko še nekaterim bikom to zgodi v prihodnjih dneh, na nek način ste dobili nekaj, kar vam je dalo tisto upanje, da se nekaj lahko še izboljša, da se tukaj lahko nekaj popravi. Zdaj, ta kraljica novcev tukaj govori o tem, da se zavedate, da imate v sebi neko moč, da imate v sebi nekaj, kar vas bo nekako dalo v prednost. Torej, kar vam bo dalo neko prednost. In zaradi tega ste popolnoma mirni, popolnoma sproščeni. Imate to neko novo upanje, ampak se ne obremenjujete zdaj, da bi tukaj nekaj hiteli. Novci so zelo počasne karte, vse poteka korak za korakom, en korak pred drugim. Nikoli se ne hiti. Torej, tukaj nekako veste, in to je v bistvu točno ta karta zmirnosti, nekako veste, da imate tisto, kar vas bo porinilo naprej, da imate nekaj, kar vam daje prednost. Ampak ne hitite, nekako ste popolnoma samozavestni, da se bo to nekako izpeljalo do konca, da se bo razvilo naprej, ko bo čas pravi. Zdaj, za bližnjo prihodnost imamo tukaj kolo usode in kralja mečev. In zdaj, če pogledamo tako, te dve karte sta ful tako temni, te dve karti sta ful svetli.
Se pravi, jaz mislim, da ta kolo usode bo zdaj v bližnji prihodnosti, da se bo nekaj zgodilo, kar bo situacijo obrnilo za 360 stopinj oziroma 180. Če za 360 obrneš, prideš spet na isto točko. Tako da se bo nekaj obrnilo za 180 stopinj. Ampak tukaj boste vi dobili, zdaj iz kraljice novcev se spremenite v kralja mečev. V prihodnosti se bo nekaj zgodilo, kar vam bo razjasnilo situacijo. Nekako bo vse postalo jasno kot beli dan. Tukaj imamo tako noč, tukaj imamo belo, vse. Jasno bo vse kot beli dan. Kralj mečev je človek, ki ima zelo jasne misli, zelo je fokusiran, točno ve, kaj hoče in ve, kako do tega priti. Je zelo načelen, je zelo samozavesten in redko pokaže svoje čustva. Redko pokaže, da je recimo razdražen, da je užaljen, da je jezen, da je vesel, srečen. Nekako ostane na videz poker face. In tukaj nekako imam občutek, kot da boste v bistvu se prelevili iz neke nežne osebe, iz neke osebe, ki hoče vedno ugoditi, v neko osebo, ki najprej poskrbi zase, ki najprej poskrbi, da bo sama zadovoljna, da bo sama našla v sebi tisto stabilnost in potem šele na nek način pomagala in služila drugim. Prav zanimivo, ker tukaj imamo prav neko tako osebo, ki recimo vedno ustreže, vedno je pomembno, da so drugi ljudje okrog nje srečni, potem pa ta dogodek pa spremeni, kot da vas bo spremenil v osebo, ki jo ne briga več, če so drugi srečni, ampak je bolj pomembno, da je ona sama najprej srečna in ko pol to doseže, potem pač lahko delaš naprej. Zanimivo, dajmo pogledati malo bolj natančno. Se že veselim videti, kaj točno nam bodo tukaj še karte razkrile. Okej, poglejmo. Tukaj imamo karto sodba, sedmico palic in dvojko kelihov. Zdaj, tukaj imamo kralja palic obrnjenega. Okej, zdaj v preteklosti ta nek as kelihov, to je nekaj, kar je v bistvu del vašega poslanstva, del nečesa, kar je pomembnega v vašem življenju. Se pravi, karkoli to je. To je lahko recimo nek nov odnos, to je lahko nova služba, lahko je neka ideja ali pa nekaj, kar te res osreči, kar te razveseli, kar ti da ogromno nekega veselja v življenju, da nekako kar žariš od te sreče. In v bistvu ta dogodek, ki je to ustvaril v vas v preteklosti, je na nek način vaše poslanstvo. Torej, to je nekaj, kar morate v življenju razčistiti, proti čemur se morate podati. Mislim, ne morete, pač to nekako življenje hoče od vas. To je nekako tista vaša moč. Zdaj tukaj imamo sedmico palic in dvojko kelihov. In na nek način imam občutek, kot da je to ena oseba in to je druga oseba. Zdaj tukaj ste lahko tudi vlogi obrnjeni. To ste lahko vi, lahko ste ta karta vi. Ampak tukaj nekako videti, kot da je nekdo na nek način, nekdo vpliva na nek odnos in kot da bi tukaj nekako. Zdaj tako, če ste tukaj v nekem odnosu in to je lahko recimo nek primer, ne, ampak interpretirajte si to nekako po svoje. Tukaj recimo dobite začne se nek odnos in ta odnos je vaše poslanstvo, to pomeni, da ta oseba je prišla v vaše življenje z nekim razlogom, z nekim namenom, v bistvu vam je na nek način usojena, vam je namenjena. In vam bo ta oseba tudi pomagala, da v bistvu zrastete v neko boljšo in večjo osebo. In recimo, da ste tukaj zdaj s to osebo v tem odnosu, to je lahko prijateljski, romantični, družinski, katerikoli odnos. Ampak tle je neka druga oseba, ki na nek način se zelo tako bori, zelo nekako se brani, kot da čuti nekako, kot da se počuti zaradi tega odnosa napadeno. Zdaj, kdo bi to lahko bil, to je spet
za vsakega lahko drugače, ampak tukaj imam nekako občutek, kot da ta neka oseba se počuti napadeno. Tako. Zdaj, če ste to vi, lahko ste tudi vi ta oseba, ki se počuti napadeno in zaradi nekega odnosa, ki se je tukaj zgodil v preteklosti. Dajmo pogledati, kakšno akcijo ste izbrali v preteklosti. Tukaj imamo trojko mečev obrnjeno in izid vitez mečev. Ok, definitivno ste se tukaj odločili, da se ne boste s tem obremenjevali nekako, mogoče vas je ta situacija, ta oseba, ki je tukaj na nek način, zdaj, če ste to vi, ste se mogoče odločili, da ne boste več tukaj neki napadali, da ne boste tukaj se neki več trudili glede tega odnosa, da bi, tukaj jaz nekako čutim kot neke dve osebe, ki sta v odnosu in tle ena tretja, ki hoče to na nek način razbiti. Nekako tako. Zdaj, ali pa ste vi tista oseba, ki hoče razbiti nek odnos. Ampak videti je, da ste se bolj v preteklosti nekako tukaj, da ste nekako spoznali, da je prav, da to neko čustveno bolečino date proč iz sebe, da tukaj najdete nek mir in nekako je videti, kot da ste... Aha, ok, zdaj imamo tle spet dva scenarija. Lahko je tako, da ste v bistvu vi v tem odnosu in tle neka oseba, ki na nek način se počuti napadeno zaradi tega odnosa. In vi ste nekako ste rekli, da ne boste se več zaradi te osebe obremenjevali in tukaj ste dobili neko moč, da to osebo nekako ustavite. Zdaj, če ste vi ta oseba, ki tukaj se počuti napadeno zaradi nekega odnosa, recimo, da vam je nek človek bil všeč in potem je ta človek šel v neko zvezo z neko drugo osebo in se počutite recimo nekako napadene. Mislim, napadene, nekako, ne vem, no vse to si boste vi že sami interpretirali. Ampak bolje vedeti, kot da v bistvu je neka oseba potem prišla do vas in vam na nek način pokazala, da nima smisla tukaj to več razdirati. Ne vem, upam, da ima smisel to zdaj nekako, mislim, upam, da sem vam razložila to na čim bolj enostaven način. Dajmo pogledati kar zdaj trenutno situacijo. Kaj je to novo upanje, ki je prišlo v vaše življenje? Petica kelihov obrnjena, as palic in štirka novcev obrnjena. Ja, ok, to novo upanje, tukaj je prišla neka as palic, govori o neki stvari, o neki situaciji, ki recimo vi ste imeli neko željo, nek cilj ste imeli v glavi, ampak kot da je bil nekako nek prepad. In potem se je pojavila neka situacija, neka oseba, nekaj, kar je dala palco čez ta prepad. In v bistvu ste videli, da imate možnost z lahkoto priti čez ta prepad. Ne vem, nekako tako vidim v mislih. Evo, tukaj imamo karto pravica obrnjeno narobe, kar pomeni v bistvu, da nekako se stvari postavljajo v ravnovesje. Niste še tam, niste še v ravnovesju, ker je pravica še vedno obrnjena narobe, ampak se nekako bližate temu. Tukaj imamo desetico palic obrnjeno narobe, ki dokazuje v bistvu to, da dajete vse od sebe, da bi se približali koncu teh nekih muk. Zdaj, vidite tukaj, da ste nekako s to neko situacijo, se pravi ta palca čez prepad, da vam je to v bistvu pomagalo pogledati na situacijo iz druge perspektive, da se niste več toliko ozirali na negativno, ampak ste pogledali tudi na pozitivne vidike te neke vaše situacije, ki vas bremeni. In na nek način se še vedno držite zaprte v sebi, niste še naredili nekega konkretnega koraka v to smer, nekako še razmišljate, nekako čutite, kot da vam vseeno še nekaj manjka. Manjka še ograja na tem mostu. Ne, skecam. Da vidimo, kakšen nasvet vam nudijo karte in izid. Tukaj imamo spet karto svet, ki smo imeli že tukaj. Se pravi, ta neka situacija tukaj iz preteklosti se bo zdaj nekako zaključila. Tukaj imamo kot nasvet trojko kelihov. Ja, evo. Jaz to tako vidim. Zdaj tukaj imamo tri osebe, imamo te dve osebi v nekem odnosu in to neko osebo, ki je zraven, nekako se počuti
se počuti napadeno. In zdaj, če pogledamo to karto, jaz ne vem kaj, bom reči tako obrnila prav, da boste lažje videli, ampak recimo te dve osebi bi rekla, da sta recimo te dve osebi in tale oseba je ta tukaj v belem. In če vidite tukaj vi, jaz bi rekla, da ste to vi, kot da na nek način to osebo povabite zraven. In to je v bistvu ta vitez mečev. Kot da na nek način ste dobili neko jasnost, kako bi tukaj to neko situacijo razrešili, jo razbremenili, jo nekako spravili v neko enotnost. In tukaj vam karte svetujejo v bistvu, da mogoče povabite to osebo, ki se tukaj počuti napadeno, ali pa če ste to vi, da poskusite tukaj najti neko ravnovesje, da razumete, da ta odnos vas na noben način ne napada. Tukaj lahko ustvarite neko lepo harmonijo med vsemi tremi osebami, tako da vse, kar morate nekako narediti, če želite to doseči, je to, da spustite te čustvene bolečine in enostavno tukaj pripeljete te osebe skupaj. In to bo v bistvu povzročilo, da boste naredili nek zaključek, da bo se tukaj nekaj lepo, da bo to nekako spravljeno v neko lepo celoto in v bistvu karta svet govori o to, da greš čez nek nov portal, da zaključiš neko poglavje iz življenja in se potem odpraviš proti novemu poglavju. Ok, poglejmo zdaj še prihodnost in kaj je ta velika sprememba, ki se bo zgodila tukaj. To je kot noč in dan tukaj. Pravi, če ste ta teden bili nekako v neki taki, da je bilo vse nekako temno in tako, evo, zdaj bo posijalo sonce v vaše življenje. Da vidimo. Karta zvezda obrnjena. Tukaj pa imamo cesarja. A smo imeli že prej kje cesarja? Se ne spomnim. Ok, tukaj imamo kraljico mečev, petico novcev in viteza palic. Kraljica mečev je obrnjena. Ok. Zdaj tako. Jaz to tako vidim, da v bistvu ta sprememba, ki se bo zgodila, je na nek način povezana z vami, kot da boste vi naredili to spremembo znotraj sebe. In tukaj vidite, kot da boste nekaj iz preteklosti sprejeli v svoje življenje in tukaj potem naredili nek presek. Ampak ta presek vas bo na nek način, jaz bi rekla, da vas bo na nek način odmaknil od nečesa, kar je pomembno. Recimo zdaj tako. Ta pogled je ful tak zakompliciran, upam, da mi sledite. Mislim, zakompliciran zato, ker ful skačemo gor pa dol. Ampak če pogledate tukaj, recimo te dve osebe in ta oseba, ki je napadena. Tukaj vidite, da ta oseba, ki je napadena, na nek način naredi nek presek. In potem te dve osebe tukaj ostaneta, tukaj se kot zgodi med temi, se pravi tukaj med temi dvemi kartami recimo, ta kraljica mečev ustvari to, da se tukaj naredi nek začasni odmik. Torej, na nek način začasno se zna zgoditi, da se boste tukaj, da tega še ne bo, ker tukaj imamo tudi karto trojko kelihov obrnjeno narobe, kar pomeni, da ne bo prišla še ta združitev. Je na poti, tukaj imate možnost, da tudi nekako združite. In jaz bi rekla, da to boste tudi naredili, potem pa v bližnji prihodnosti nekako tukaj naredite nek presek. Zdaj, kaj bo ta presek, je pri vsakem odvisno. Ampak definitivno je videti, da boste nekako odločni in močni, nekako, kot da boste šli na vse ali nič, nekako tako sem slišala v mislih. In pol ja, pač nekako videti, da bo vsaj začasno, da bo situacija nekako izgledala malček bolj, da ne bo izgledala niti približno temule, ampak bolj bo to vse nekako vsak na svojo stran. Ampak jaz mislim, da ne za dolgo. Jaz mislim, da v bistvu kmalu zatem, ko boste naredili ta nek presek, kmalu zatem boste vi v bistvu zasijali v čisto novi in drugi luči. In v bistvu te osebi, ki sta šli proč, bodo
Zdaj imam tle spet en kup enih možnih scenarijev in različnih, ampak ne bomo šli v to, ker če ne bi tle lahko bili še 2 uri. Ampak na nek način je videti tu ta neka sprememba, v bistvu iz kraljice mečev v viteza palic. In ta kraljica mečev na nek način naredi nek presek, potem se na nek način ta odnos, se pravi, te 2 osebi grejo v eno stran, ena oseba gre v drugo stran in potem v bistvu ta oseba ena, ki gre stran, dobi neko energijo, nek nov pristop ubere, se pravi tu bolj kralj mečev in se vrne spet proti tem osebam, ampak te osebe se tudi vrnejo in potem v bistvu spoznajo, da so skupaj pač da so, mislim, jaz sem, beseda, ki je prišla, ne razdružljivi, ampak ne vem, če je to neka prava beseda. Se pravi, da ostanejo vedno skupaj povezani, da se ne vem, nima veze. Dajmo pogledati na svet. Saj mogoče veste, kaj mislim, tako da, mislim, upam, da veste, kaj mislim. Na svet je as novcev in izid je 4 kelihov. Aha. Jaz mislim, da v bistvu karte vam tukaj svetujejo, da bi nekako vi nekaj mogli prispevati, nekaj dati v ta odnos. Mogoče neko potrditev, mogoče neko, zdaj tukaj gre lahko tudi za kakšno finance, če imate v bistvu tako situacijo, da je povezana s financami. Ampak lahko, da je neko darilo ali pa da nekako nekaj materialnega da date v ta odnos ali pa v to vašo situacijo, če ima to kakšen smisel za vas. In zdaj kot izid je videti, da na nek način zdaj to tako vidim. Jaz bi rekla, da ta oseba je ta oseba tukaj, ki se počuti napadeno. In če to niste vi, bi jaz rekla, da bi tej osebi na nek način mogli dati neko darilo oziroma na nek način pokazati, da je cenjena. Ker ta oseba se tukaj počuti zelo napadeno in jaz mislim, da v bistvu brez razloga. In vi, če ji date neko darilo, nekaj materialnega, nekaj takega, da bo ta oseba to nekako, ne vem, pač ni nujno, da zdaj morate kupiti neko darilo. Lahko je nekaj date, nekaj, kar ne vem, kako opisati, ne znam opisati, ampak ne vem, upam, da razumete. Skratka, ta oseba tega na nek način je vedeti, da ne bo hotela sprejeti, ampak s tem, ko ji boste vi dali nekaj, jaz mislim, da sploh kar, evo, tukaj pa imamo še viteza, evo, okej, zdaj mi je jasno. Zdaj to je za vas neka nova perspektiva. Jaz bi rekla, da vi ne bi naredili tega koraka sicer, da bi dali nekomu to darilo, tej osebi. Ampak recimo karte vam to svetujejo in karte vam tudi pravijo, da ta oseba ne bo tega darila sprejela tako, kot vi pričakujete. Da ne bo ona zdaj ful vesela in da bo zdaj kar vse pozabljeno. Ne. Zaenkrat se bo še kujala nekaj časa. In v bistvu jaz bi rekla, da ta sprememba, to je za vas nek nov pogled, neka nova perspektiva. Tukaj imamo pa viteza novcev. Vitezi novcev so zelo počasni. Ampak vitez novcev vedno prinese neko lepo darilo. In to darilo prinese čisto tako ne z nekim namenom, ne z nekim ciljem, ampak ga prinese v bistvu, ga prinese, mislim, ja, z nekim namenom, z nekim ciljem, ampak ne da bi se potem nekaj zgodilo, ampak enostavno prinese in vitezi novcev so na nek način počasni, tako da jaz bi rekla, ta napoved je že ful dolga, se opravičujem, ampak je bilo ful pomembno, da smo tako rekli. Se pravi, gre ful počasi naprej in torej vi s tem darilom ne boste zdaj naredili neke spremembe. Ne bo zdaj, če bo to darilo, ne bo zdaj kar se naenkrat ta odnos ratal tak, ampak je pa to prvi korak proti temu, da bo ta druga oseba začela mogoče razmišljati in gledati na stvari drugače in se potem lahko v prihodnosti tukaj nekaj razplete. Biki, prav zmatrali ste me. Hvala, ker ste ostali z mano do konca. Uživajte v naslednjem tednu in lepo se imejte.